Meni je mnogo drago da sam večeras ovde sa vama. Ja mnogo volim ovaj vaš predivan grad, gde bikovi slobodno šetaju ulicama, gde se bikovi kolju usred bela dana, gde sa nožem trčiš za njim, ko će da ga sredi, ja ću, majku da ti jebem bikovu. Ovde se zna što se jede, čoveče. Jeli smo bika od jučer, jebote. To je sveže, nema ovde zajebancije. Ajmo za početak da vam ispričam jedan vic. Kako je manekinka došla do kineskog filozofa. Ne znamo kako. No, tukaj se pogovarjamo s Tadejem Tošem po njegovem stand-upu na Štuku. Najprej me mogoče zanima, kako se Tadej Toš razlikuje od tega, ki smo ga videli zdaj na odru, če v resnici. Ja, kar zelo, ne. Zelo. Ampak treba je pa povedati, da je tudi Tadeja Toša v tem, kar se danes vidi. Ampak imaš pa privatno, pa različna Tadeja. Pa so pa odnosi moški ženska verjetno vedno zadosten material za veliko for in smešnih zadev. Moški-ženski odnosi so v delovanju komičnem, oziroma v teh postopkih, ki bi naj sprožili zadovoljstvo, smeh in povezovanje med občinstvom, najbolj deležni, da običajno na predstave pridajo pari in zaradi tega, ker ti odnosi so nam vsem zelo dobro znani in jaz pač iz vsega, kar govorim, pretiravam in to potem postane nekako lahko ljudem tudi smešno in zabavno, zato ker so zadovoljni, da pri njih pa to ni tako, ko jaz opisujem. Pa stand-up komik mora verjetno vedno potiskati mejo nekam dlje, vedno iskati nekaj, s čim lahko še bolj sprovocira. Se je že zgodilo, da bi šel kdaj mogoče predaleč, da bi dobil negativno odziv publike. Zgodi se, da začutiš, da si šel čez črto, čez mejo neke spodobnosti, čeprav stand-up komedija samo po sebi itak ni neki spodoben žanr in ona, če recimo poznavalci sledijo temu, to gre zmeraj dlje. To, kar je bilo na začetku v Ameriki v 60-ih letih totalno sporno, tu se danes komaj začne, se pravi tudi percepcija občinstva, občinstvo samo se educira, vedno več prenese, rabi neko drugo, bolj grobo distanco. Stand-up komedija je kar grob komični žanr, ne dosti dovoljuje in začuti se, ko narediš prekršek, ampak takrat hitro moraš potegniti se nazaj, videti, kje je ta meja, ki se pa seveda tudi vsak dan v drugem občinstvu nekje drugje pojavlja. Se pravi, vsak dan živo sproti detektiraš, kje je tista točka, do kje gre, pa kaj so teme, ki postanejo zelo občutljive. In tudi danes smo bili dvakrat na točki, kjer je bilo tako, smo prišli do roba, ampak smo vsi zelo nekako dostojanstveno in povezano začutili, da smo prišli do tam in da tudi sami vemo, da smo si dali to možnost samim sebi videti, kje je naš rob v načinu obdelovanja neke teme. In to se mi pa tudi zdi ena kvaliteta v stand-up komediji. To so super trenutki. Pa je bila stand-up komedija za tebe v karieri nekaj, kar si želel že prej, ali pa če si peljal do te točke, da je bilo treba tudi to, oziroma treba, da je to bil logični korak? Repertoarno gledališče me je v nekem trenutku začelo toliko utesnjevati, da sem iskal en avtorski, hiter, odziven, direkten kontakt z občinstvom in to je stand-up komedija. In potem sem se začel počasi preizkušati v tem žanru in odkrito moram priznati, da je to, kar se tiče odrskega nastopa v gledaliških vodah, pa pač tukaj, kjer sem jaz doma, to vrhunec, to je kot Formula 1, to je super. Doživeti na odru, če to dobro gre, to je fantastičen občutek. Najlepša hvala. Hvala.